dan, jaz sem Andrej Rozman, rečejo mi Roza in tako se tudi podpisujem na svoje knjige, ki jih pišem. Roza mi pa rečejo zato, ker ko sem jaz hodil v osnovno šolo, smo bili v razredu nekaj časa kar 4 Andreji in je bilo že zaradi tega zelo normalno, da smo se klicali po takih izpeljankah iz priimkov in tako je iz mojega Rozmana nastal Roza. No, potem sem pa se začel na knjige pa na zgodbe, ki jih ali pa pesmi, ki jih pišem, podpisovati s tem Rozo, zaradi tega, ker v Sloveniji obstaja še kar nekaj drugih Andrejev Rozmanov in nekateri, vsaj za enega vem, pišejo tudi podobne reči kot jaz. Pa tudi tako, malo bolj zanimivo, da rečem, se mi zdi, če ni samo Andrej Rozman, ampak je še Roza. Zdaj, to sem rekel, pišem, živim v Ljubljani, že zelo dolgo, rodil sem se v Ljubljani, potem sem pa nekaj časa, ko sem bil, še preden sem začel v šolo hoditi, sem živel na Dolenjskem, potem so pa rekli, da bi pa v Ljubljani moral pa v šolo hoditi in od takrat sem spet v Ljubljani, že ves čas, razen kadar mi uspe iti še kam drugam, grem z veseljem še kam drugam po svetu, če se le da. Pišem pa knjige za otroke in za odrasle in knjige oziroma in tudi za gledališče pišem in tudi včasih nastopam v gledališču. Zdaj vam bom predstavil nekaj knjig, ki jih pišem, ki sem jih že napisal za otroke oziroma mlajše ljudi. Tole so 3 knjige najprej, ki so pesmi v njih, tole je Mali rimski cirkus, potem so pesmi iz Rimogojnice in ta zadnja je naslovljena Rimuzine in črkolazen, vse 3 je ilustriral Zvonko Čoh. In tudi tole 4., kjer je zbranih zelo veliko mojih zgodb in se imenuje Predpravljice in popovedke, tudi to je ilustriral Zvonko Čoh. Tule, če dobro vidite, tole je gospod Čilček, en zelo problematičen, zelo siten gospod, ki se mu potem skušamo smejati, zato pišem take zgodbe o njem. Glejte, tole pa ni Zvonko ilustriral, to je pa ilustrirala Ana Košir. To so pa zgodbe tudi o enemu zelo čudnemu gospodu, ki mu je ime Filodendron, takole so 3 knjige o njem. In ta gospod Filodendron je pa znamenit po tem, da zelo veliko stvari je, za katere on ne ve oziroma marsičesa ne ve in je temu primerno ne samo zmeden, ampak včasih tudi jezen in razburjen in se jezi na cel svet samo zato, ker on marsičesa, kar bi moral vedeti, ne ve. No, sem pa tudi zgodbe o Kekcu prestavil v take malo bolj kratko obliko za slikanice. Tale ima naslov Kekec in prisanki in je v njej edina zgodba, ki jo ne poznate iz filma, in sicer to je zgodba, ko je Kekec srečal divjega moža Prisanka in vilo Škrlatico. In tole knjiga je pa naslovljena Pesmi iz galerije, ta je pa za malo starejše, pa ne prav zelo, je pa taka zanimiva slikanica, ker v njej so pa slike iz galerije in na podlagi 32 slik iz Narodne galerije, ki je v Ljubljani in hrani take najpomembnejše slovenske slike. Na podlagi 32 takih slik sem napisal pesmi, ki so tule notri zbrane. Zdaj vam pa še nekaj povem, recimo eno pesmico, ki je hkrati tudi mogoče zgodbica o enem povodnem možu, in sicer o enem povodnem možu, ki ni živel v tolmunu, ni živel v jezeru, ni živel v mlaki ali v reki, ampak je živel v vodovodni napeljavi. Zgodba gre pa takole. Vodovodni mož. Pravijo, da oseb iz pravljic v pravem svetu ni in da so le proizvod človeških fantazij. A meni se je, ko sem bil otrok, zgodilo tole.
Enkrat, ko utrujen sem prišel domov iz šole in sem šel v kopalnico, da bi vodo pil, je iz pipe ven prišel le vzdih prav presunljiv. A takoj za vzdihom je pogledala ven glava in za glavo še tako trebušasta postava z algami poraslega povodnega moža, da še zdaj ne vem, kako skozi pipo je prišla. V nemi grozi sem se trudil na pomoč zavpit, ko povodni mož mi že začel je govorit, da njegov prelep tolmun postal je grda mlaka, ker se v njega steka naša umazana od plaka. In ker v taki svinjariji noče stanovat, je zapustil svojo reko in kristalni grad in šel gledat, kje bila bi čim bolj čista voda in jo na koncu našel v napeljavi vodovoda. In skozi vodovod je z muko uspel prilezti do nas, kjer če sme bi odpočil si vsaj za kratek čas. Ko sem mu dovolil, je postal tako vesel, da si v polni banji je podvodne pesmi pel. Dokler ni domov prišla moja sestra Irena, ki si misli, da je vsa kopalnica le njena. Zakričala je tako grozljivo in na glas, da je povodni mož skozi pipo v hipu ušel od nas. In upam, da vsaj tokrat se ustavil je pri kom, ki mu v kopalnici ponudil je bolj prijazen dom. No, tole je tale pesem iz knjige, pesmi iz Rimogojnice. Mogoče najdem celo sliko, da vam jo pokažem, drugače pa mogoče je pa celo boljše, da si tega povodnega moža kar sami predstavljate, kot si želite. Ja, zgleda, da ne najdem, vam bom pa zato za konec povedal še eno uganko. Takale je. Vsi se vozimo z njo, pa nihče zato, ker se mu mudi, čeprav ona hitreje, ko Formula 1 drvi. No, veste, kaj je to? Vsi se vozimo z njo, pa nihče zato, ker se mu mudi, čeprav ona hitreje, ko Formula 1 drvi. No, malo pomislite. 1, 2, ne ugibati, pomislite. No, če ste uganili oziroma ugotovili. Če pa niste, vam bom pa povedal, to je Zemlja. Z Zemljo se vsi vozimo, pa ne zato, ker bi se nam mudilo, pri čemer pa Zemlja drvi 109.000 km/h okrog Sonca, zato da v enem letu uspe narediti en krog. In mine leto in se začne nov krog in novo leto. In novo leto in vsa naslednja leta vam želim čim bolj srečna.